Na 13. dan v decembru goduje sveta Lucija. Nekoč so ji pripisovali posebno moč. V zimskem soncu naj bi vračala svetlobo, s katero naj bi ogrela zmrznjeno zemljo. Po julijanskem koledarju je bil to čas, ko se je najkrajši dan v letu prevesil v novo obdobje. Da bi spomnili na te starodavne običaje, so v Piranu sinoči obiskovalce popeljali med čarobnimi točkami Piranske punte. Tako je bilo slišati starodavni zvon v cerkvi Marije Zdravja. Danes ne zvoni več, nanj lahko le pritrkujejo in kličejo prinašalko luči. In res, prišla je v soju sveč v cerkev, ki je nekoč nosila ime svetega Klementa, zavetnika morja, kamnosekov, mornarjev, pa tudi pekov. Zato ni naključje, da so na enem od oltarjev obiskovalci lahko simbolično posejali žito v glinene posode. Kar je tudi obet za morda prihodnje leto, bolj bogato, bolj rodovitno. Poglejte to čudovito cerkev svetega Klementa. Do sedaj smo jo lahko občudovali samo z vrat. Danes je naša noga prvič stopila v notranjost in verjamem, da za marsikoga od udeležencev tega dogodka. Pot med čarobnimi točkami Piranske punte je navzoče vodila med skalami, ob morski deklici, kjer je umetnik klesal podobo delfina. Z igro glasbe, plesa, poezije. Kaj se vam zdi ta pobuda? Super, krasna pobuda, čim več takih. Meni je to, da je eno povezovanje med temi mladimi, ki vsak nekaj pove, pa nekaj prikaže. Sploh v našem, kako bi rekli, izmensezonskem času, kot smo zdaj, je mogoče prav to en takšen balzam za vse tiste obiskovalce, ki pridejo ta naš lep kraj obiskati. Ponuja to, kar morda ostaja v čem skrito, hkrati pa opozarja na neizkoriščene priložnosti. Dogodek je dogodek tega prostora, te lokacije, teh vsebin, te kulture, tega vedenja. Na snidenje morda spet ob poletnem solsticiju.